Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Še enkrat dobro jutro, prav lep pozdrav vsem spoštovani poslušalci. V nadaljevanju se bomo danes dotaknili odločitev, predvsem tistih, ki jih pretehtavajo mladi, torej tisti, ki končujejo osnovnošolsko izobraževanje, pa morda tudi oni, ki bodo sklenili svojo srednješolsko pot, predvsem prve bomo imeli v mislih, pa ne glede samega nadaljevanja šolanja, ampak bivanja v času šolanja. Kako izbrati pravi dijaški dom, to je naslov današnje svetovalnice. V studiu pa prav lepo pozdravljam ravnatelja Salezijanskega zavoda na Rakovniku, Petra Končana Salezijanca. Dobro jutro. Lep pozdrav, dober dan, dobro jutro vsem skupaj. Ja, rekla sva odločitev, kako izbrati mesto, okolje bivanja v času šolanja je pomembno. Kje dijak, bodoči dijak živi, kako preživlja ta čas, o tem bova govorila. Kako pravzaprav, kakšna je ponudba katoliških domov v Sloveniji, tudi vašega na Rakovniku oziroma v Želimljem? Ja, dijaški domovi v Sloveniji imajo kar lepo tradicijo, tako javni dijaški domovi, kakor zasebni. Katoliški dijaški domovi smo se tudi začeli kar intenzivno razvijati po letu 1991. Želimlje, Šentvid, Vipava, Maribor, zdaj po tem zadnjem obdobju tudi Rakovnik, kjer imamo dijaški dom za fante in dekleta ljubljanskih srednjih šol, ki ne hodijo v katoliške šole, ampak želijo imeti eno katoliško ponudbo v času bivanja, v času šolanja v Ljubljani. No, pomembno vprašanje je, na kaj sploh pomisliti pri izbiri, torej kaj je pomembno vedeti in da bo izbira lažja. Zakaj dijaški dom, zakaj katoliški dijaški dom? Mogoče najprej sploh izbira. Zelo pomembno se mi zdi, da mladostniki v teh letih že sami sprejmejo neko odgovornost za svojo odločitev, da sami izrišajo svojo pot, da vejo, kam želijo usmeriti svoje energije in želje. Če to nekako izrišajo v svojih mislih, v svojem srcu, v svojih željah, potem tudi nadaljna pot je veliko lažja. Če samo grejo nekam, ker morajo iti ali pa kjer ni neke druge izbire, potem se mi zdi, da ta pot njihova srednjošolska je veliko težja. Torej, to je prva stvar, mogoče tudi staršem kot v pomoč, da res so v stiku s svojim mladostnikom, z njegovimi željami, potrebami, sposobnostmi in da imajo tak res poglobljen pogovor, kaj se res mladostnik želi in ga potem tudi pomagajo usmeriti in mu pomagajo poiskati tudi pomembne informacije. Tako se mi zdi, da kakšen včasih sploh fantje mogoče v teh letih, konc osnovne šole, so velikokrat tako, da jih zanima marsikaj drugega kot neko resno šolanje ali pa neko tako resno okolje in jih je treba malo spodbuditi. Zopet so pa drugi, ki se mogoče preveč zapiče v glavo kakšno stvar in jih je treba mogoče malo sprostiti, ne vzeti stvari tako resno. Torej, vsi starši, ki so v resnem stiku s svojim mladostnikom, bodo videli, kam ga usmeriti in kako ga usmeriti. In tukaj se mi zdi, da katoliško šolstvo, tudi katoliški dijaški domovi so ena taka zelo dobra ponudba, kjer staršem omogoča izbiro, ki je drugače ne bi imeli. Ja, je to kar izziv, ste lepo opisali možnosti, ki so pred starši in mladostniki, ki imajo morda včasih res malce premalo informacij, seveda še na svojo starost in se morda v nekaj zapičijo, pa so pod stresom. Pa tudi starši morda gledamo na to, da je zdaj to zelo pomembna odločitev, pa pravzaprav ni tako usodno, kaj ne? Usodno gotovo ni. Sploh v današnjem času, ko se stvari tako hitro spreminjajo. Je pa seveda, vsak v tem obdobju ima v prvi vrsti je smer šolanja, kje želim biti. In katoliške gimnazije, ki ponujajo alternativo, ponujajo zraven vse tudi dijaške domove in avtomatsko se potem razmišlja tudi, ali grem tudi v ta dijaški dom, ki ga ponuja določena gimnazija. Recimo naš dijaški dom na Rakovniku pa ni vezan na
točno določeno šolo, na gimnazijo, ampak želi biti samo en tak varen prostor za mladostnike v času njihovega šolanja v Ljubljani. Zato mogoče tudi informacija za vse tiste starše, ki ne vejo, se bo pozneje verjetno še kaj rekla o tem, ampak tako, da obstaja tudi ta možnost za tiste, ki ne razmišljajo o katoliški šoli. Se mi pa zdi zelo pomembno, da razmišljajo tudi o tem, kako bo mladostnik živel v času njihovega bivanja v Ljubljani ali v nekem drugem mestu. Se mi zdi, da je zelo pomembno eno, seveda, kakšno izobrazbo bo dobil, drugo pa kakšno družbo bo imel, v kakšnem okolju bo rastel, in ta srednjošolska leta so zelo delikatna in zelo zanimiva, in v tem smislu, če je neko varno in vzgojno okolje, je lahko staršem to veliko pomoč. No, tule bova nadaljevala, predtem pa povabilo tudi poslušalkam, poslušalcem na 01 512 10 00 lahko postavite svoje vprašanje, pokličete, morda poveste tudi kakšno svojo izkušnjo, torej dobrodošli, vabljeni k sodelovanju. Z nami pa ravnatelj Salezijanskega zavoda na Rakovniku, Peter Končan, o okolju, v katerem bodo 4 leta odraščali mladi, bova zdaj spregovorila, kakšno je to okolje, kaj jim ponujajo katoliški domovi oziroma konkretno vaš, denimo, na Rakovniku ali v Želimljem. Vsi dijaški domovi, katoliški dijaški domovi so zelo dobri dijaški domovi. Povsod nekako želijo mladim dati neko celostno vzgojo. To pomeni, ni pomembno samo znanje, ampak je pomembno, da razvijajo tudi druge komponente. Tako je tudi naš dijaški dom na Rakovniku v to usmerjen. Naša posebnost oziroma naše temeljno pedagoško načelo je Don Bosco preventivni vzgojni sistem, ki je gledal mladostnike zelo tako široko, ni gledal samo ozko, kaj zmorejo in kaj ne zmorejo. Zato je on zasnoval svoj vzgojni sistem nekako na 4 stebrih. Torej to pomeni, to je okolje, kjer se mladostniki počutijo doma, kjer imajo nekoga, ki za njih skrbi, kjer so neki pristni odnosi, lahko razvijajo tudi z odraslimi in tudi med seboj, in to pomeni potem lahko neko trdnost in zagotovilo, da so varni in da pripadajo, da dobro pripadajo temu svetu. Kaj rečete tistim, ki se zanimajo za svojega otroka ali pa celo, da se sam mladostnik išče informacije pri vas, kaj ga bo čakalo, če pride denimo na Rakovnik v dijaški dom? Ja, to je že prva stvar, ki sem je zdaj omenil, a ne, je, da je tukaj dom. Vsakemu od tistih, ki pride, prva stvar, ki rečem, je, ja, pri nas pa imamo lepo urejene prostore, vse bo poskrbljeno za vas, ampak vsekakor pa ne želimo biti hostel. Ne želimo biti kot neko samo prenočišče, kjer bi nekdo prišel, pa bi rekel, aha, smo zelo blizu šole, za nas je to zelo ugodno, torej pridemo sem in za nas bo vse poskrbljeno. To je gotovo ena osnova, ampak se mi zdi mnogo premalo. Za mladostnike v tem obdobju, a ne, to je nekako tudi ta drugi steber Don Boscove vzgoje, je zelo pomembno tudi grajenje skupnosti. Torej pomeni, da imaš tam sošolce, prijatelje, s katerimi gradiš ene pristne, dobre odnose, ki ti pomagajo potem tudi rast. Sploh se mi zdi v današnjem času je res velik izziv tega individualizma, ko smo tako vsi tudi odrasli, kaj šele mladostniki, dosti na telefonih, vsak malo v svojem svetu virtualnem, mi pa želimo, da bi živeli realne odnose. Ja, to je pravzaprav velik izziv za mladostnika, ki je zaprt vase in da gre zdaj neko okolje, kjer bo z neznanci, čeprav so vrstniki, pa vendarle, je to kar en izziv zanj. Gotovo je izziv za vse, tako za vzgojitelja kot starše, kot za mladostnike. Življenje v skupnosti vsi vemo, da je zahtevno, ampak po drugi strani pa je izjemno bogato. Pomeni tisto, kar nas potem res obogati, so ti realni odnosi. In seveda, ko prideš v dijaški dom, si ne moreš vedno izbrati sostanovalcev v svoji sobi, potem kdo bo v vzgojni skupini in tako naprej. To pravzaprav velja za vsak dijaški dom, ne? Tako, neke izbire so, ampak v končni fazi pa dobiš tistega, ki ga dobiš, ki ti je na nek način namenjen in s katerim potem rasteš skupaj. Lahko se boljše ujameš, lahko težje, ampak tudi tukaj je en tak izziv, da potem iz sebe narediš nekaj, a ne, in da se znaš vzpostaviti odnos z ostalimi, a ne. In se mi zdi, da tukaj je res zelo pomembno ta skupnost, grajenje skupnosti,
skupnosti, realni odnosi. To je ena takih bistvenih stvari, ki jih želimo tudi v našem dijaškem domu ponujati. Kako, na kakšen način konkretno, kako živite to skupnost? Ja, zdaj dijaki so zelo veliko odsotni, zjutraj gredo v srednje šole in potem pridejo, sploh glasbeniki pridejo zelo pozno zvečer domov, ampak vsak dan želimo začeti in končati skupaj. Torej, to pomeni, zjutraj pride in odidejo v šolo, je več možnosti in tukaj je potem še en Don Boscov steber, ki je duhovnost. Začnemo z eno tako uvodno mislijo, molitvijo, kratko, da izročimo dan, potem oni gredo po svojih šolah in ko pridejo nazaj, se zelo trudimo, da jim nekako ponudimo aktivnosti, kjer se lahko družijo, kjer lahko so ustvarjalni, hkrati pa vsak večer ob 9 se dobi vzgojna skupina ali pa tudi cel dijaški dom, glede na to, da smo majhni, to ni tako velika težava. In potem imamo kakšne skupne stvari, od molitve do prepevanja, do kakšne skupne teme, do praznovanja, karkoli, kar nas lahko potem skupaj povezuje in da vemo, da smo del neke celote, da nismo sami. Radi sodelujejo pri tem, seveda so mladi različni in me zanima, kako spodbudite tiste, ki se ne želijo pridružiti tovrstnim aktivnostim. Da bi vsi komaj čakali. Ja. To gotovo ne. In to je realnost. Ne? Seveda, zdaj vsak, ki pride v dijaški dom, tudi sprejme, da ima dijaški dom nek ritem, ki je večji od tiste trenutne želje. Tako kot v družini se mi zdi, ne? Ko je kosilo. Zdaj je ti takrat paša ali ne, je primerno, da si takrat zraven. Ko se dogaja kaj pomembnega, a ti paše ali ne, je primerno, da si takrat zraven. Ne? Torej, to se mi zdi, to je že ena taka prva odgovornost, da je nekaj več nad mano in nad mojih trenutnimi željami in počutji. Druga je pa, da poskušamo res te trenutke narediti tako, da so njim prijetni in pisani na kožo. Torej, to pomeni, da oni čutijo, da je to mladostno dogajanje, da lahko od nekaj od tega dobijo in da je to trenutek, ki ni vržen stran. Se pravi, prav na vsebini in načinu delamo veliko za to, da bi nekako tudi njih vključili v samo dogajanje, da so tudi oni aktivni soudeleženci, ne samo pasivni. To se mi zdi, da je zelo pomembno, ne? Da oni, ko začutijo, da lahko nekaj prispevajo, je čisto drugače, kot če pridejo in so samo nekako opazovalci nekega dogajanja. Samo tisti prvi korak je najtežji, ne? Oziroma potem mogoče še drugi, te pa steče. Najtežje pa malo je treba tudi zdržati, ne? Včasih se vemo, kako so mladostniki, ne? Že svojo držo, govorico, z obrazno mimiko kažejo vse kaj drugega kot zanimanje, ampak se vemo, to za tem se skriva marsikaj drugega in vzgojitelj ne sme biti preveč pozoren na to, ampak mora iti čez to in pogledati, kaj je resnici v mladostniku in potem se marsikaj tudi da. Seveda so pa nekateri, ki res vzamejo samo ta naš prostor kot bivanje, ampak ja, da bi pa zdaj 100% kar vsi skakali od veselja, da se družijo, to pa ni, ne. Spoštovani poslušalci, o katoliških domovih danes govorimo o pravi izbiri pred informativnimi dnevi. Naš gost je ravnatelj doma na Rakovniku, salezijanec Peter Končan. Povabili smo k sodelovanju, odzvala se je gospa Martina. Lep pozdrav Medvode, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Jaz pa lahko sam povem eno lepo izkušnjo. Jaz sem stanovala v domu trgovske mladine takrat na Rakovniku, v drugi stavbi sicer. In je bilo res, to je taka izkušnja za mladega človeka, da priporočam. To je res nekaj lepega, ki te spremlja v življenju. No? Torej, spomini so lepi. Čas rasti take in drugačne, ambient je bil čudovit, meni je bilo res za celo življenje res lepo. Ja, krasno. Gospa Martina, hvala lepa, tole je zdaj le najboljša reklama, ne? Absolutno. In to se mi zdi, da je tudi res nekaj takega zelo lepega, kar dijaški dom omogoča. V tem dijaškem domu, če živiš 24 ur na dan skupaj, 5 dni v tednu, pomeni, da se spletejo res take zelo močne in prijetne vezi. Jaz sem 20 let delal v Želimljem, kjer je bilo še bolj intenzivno in se mi zdi, da je to res nekaj lepega. Dobiš prijatelje in odnose, ki trajajo potem lahko tudi naprej, mogoče svojega bodočega moža, ženo, to se velikokrat tudi dogaja. Se zgodi, ne, v teh letih. Je tako zanimivo to, ja, tako da okolje podobno mislečih, s podobnimi vrednotami, preživiš nekaj časa skupaj in se res lepa prijateljstva takrat spletejo. Ja, čisto drugače, kot če človek nekje v kakšni sobici ždi sam, je
tu skupnost. Tako, ali pa že samo to, da s prevozom izgubiš ne vem koliko časa, ne vem, pol uro, 2 uri, 3 ure na dan izgubiš na avtobusu. No, kako pa je konkretno z možnostjo povezav s šolo, ne? Recimo Rakovnik je kar v skoraj središču Ljubljane. Ja, Rakovnik je zelo blizu Ljubljane, blizu Rakovnika je kar precej šol, tako konzervatorij za glasbo in balet, biotehnični center, Vegova, Aškrčeva, pomeni, to so take zdravstvena, to so zelo šole, ki so zelo v bližini, drugače pomeni, lahko gre kdo tudi peš, je pa avtobus številka 3, mestni, ki pelje, ki redno vozi in je to 2-3 minute stran od dijaškega doma, potem Ljubljana ima zelo dobro razpredeno bicikel J, kjer ti vzameš kolo in greš in se zapelješ kamorkoli, ali pa veliko jih tudi hodi s svojim kolesom, tako da veliko te možnosti, kar se tiče, da gredo v šolo, je zelo primerno in zelo blizu. Ja. Dobra povezljivost, zdajle se bomo povezali spet z naslednjo poslušalko z gorenjskega konca. Gospa Jana, pozdravljeni. Ja, jaz bi pa pozdravila vašega gosta in bi se res zahvalila, da sem imela to možnost, ga spoznati, ki je bil v Želimjah, ki sem imela hčerko noter in je bo to res ena od najboljših izbir, da sem dešla na to šolo, ki sprejmejo tudi pomagajo v takih težavah, ki pridejo tudi v takih grenkah, pa drugačnih. V glavnem bi se res zahvalila za lepo izkušnjo, tudi ko smo ostali sami, ko so imeli to pomagali, da so otroci. In na koncu mi bo pa to v presenečenju, ko so tudi za starše naredili izlet v počitnicah, ne samo za otroke. Da so še starši prišli na svoj račun. Ja. Hvala lepa, to je zelo lepo je slišati take stvari. Ja, ena taka, ki jo drugje ne vidiš, in tudi šola, ki imaš kakšnih takih manj dobrih stvari se naredi, ampak so oni pomagali čez vse to pridati, tako da je in v glavnem ki je hčerka Rozalija in odhodiva in smo tako se spletla vezi. Se spomnim, dobro. Seveda, da se spomnim. Lep pozdrav, pa da še drugim s tem besedom. Hvala lepa, gospa Jana, res lep odziv, še eden, torej pozitivni spomini na šolanje oziroma bivanje v dijaškem domu. Mogoče bi tukaj rekel to, prav tudi odziv na to gospo. Zelo dobro je, kadar se ustvarja eno tako medsebojno zaupanje in dobro sodelovanje. Brez tega ne gre. Katoliški dijaški domovi se trudimo, res, da bi ustvarjali eno primerno okolje in zračje za rast mladostnikov, ampak jaz sem vedno rekel staršem, mi nimamo čarobne palčke. Ne pričakovati, da če otrok pride k nam, da potem bo vse v redu in da bodo vsi problemi kar razrešeni, ker ne bodo. Ampak če smo nekako tako, bi rekel, v enem odprtem sodelovanju, medsebojnem zaupanju, da tudi ko pridejo težave, tudi mogoče kakšno nesoglasje, da se znamo v miru pogovoriti, iskati skupno rešitev, stopiti v stik skupaj s šolo, z ne vem kakšnimi drugimi inštitucijami, ki so potrebne. To se mi zdi, da je ena taka stvar, ki potem omogoči, da je to obdobje res lahko bogato, tako za mladostnika, kakor tudi za družino, iz katere mladostnik izhaja. Torej realno težave se kakor da bi rekli, da zdaj v tem obdobju v katoliških domovih je vse krasno. Ne, to bi rad rekel, da kdorkoli pričakuje idealno okolje, boljše, da otroka kam drugam, zaradi tega, ker izzivov je veliko. Jaz pravim, je zelo lepo, primerno okolje, ampak zelo realno okolje. V smislu, z vsemi izzivi se srečujemo takšnimi in drugačnimi, kar pa zagotovim je pa to, da ne gledamo stran pred problemi, da se jih upamo in poskušamo pač soočiti z njimi in jih reševati po skladu s svojimi pristojnostmi in skladu s svojimi zmožnostmi. To je zelo pomembno, da se naslovi težave. Kakšna je vloga vzgojitelja? Ja, vzgojitelj ima tukaj zelo ključno vlogo. Podobno, kot sem prej rekel za samo ustanovo, je vzgojitelj tisti, ki je zelo ključni, ki je zelo pomembno, da ga mladostniki in starši ne dojamejo kot samo tistega, ki je tam, da ureja stvari, ampak je dejansko spremljevalec na poti odraščanja in je lahko za mladostnike velikokrat še bolj dragocen, zelo dragocen, kakor starši v tistem
tistem obdobju, kjer nekako zmore na drug način priditi mladostnikom blizu, lahko prosto in zelo tako sproščeno in iskreno spregovorijo o svojih stiskah, o svojih dilemah, in če je vzgojitelj na mestu, potem lahko zelo, zelo veliko pomaga mladostnikom pri rasti, staršem pa v oporo, da tudi lahko se pogovorijo, da tudi vejo, da neke vrednote, ki jih tudi doma želijo živeti, da se potem tudi nadaljujejo potem naprej v dijaškem domu. No, slišali smo, da so tudi starši seveda vključeni v to obdobje, tudi s kakšnimi aktivnostmi. Seveda. Jih imate kakšne, recimo? Na Rakovniku, ker smo manjši dijaški dom, predvsem na začetku jih res lahko povabimo, da se skupaj srečamo, potem imamo kakšen roditeljski sestanek s kakšno temo vzgojno, ki je tudi njim lahko v pomoč, potem imamo tudi kakšno skupni zaključno prireditev. V Želimljem pa tam, kjer je večji sistema, tam pa so tudi potovanja za starše, potem tudi ostale aktivnosti, kakšne duhovne vaje smo kdaj ponudili in to, tako na Rakovniku, ker smo manjši sistem, je težko, da ponudimo nekaj ekstra še veliko več, vsekakor pa jim želimo priditi naproti vseh stvari. No, posebnost dijaškega doma na Rakovniku je, da sprejema bodoče dijake, ki se ne šolajo v katoliški šoli, torej sprejemate dijake, ki so vpisani kamorkoli. Tako. Vsi ostali dijaški domovi, 4 dijaški domovi katoliški v Sloveniji so vezani na gimnazijo, katoliško gimnazijo. Seveda tudi Šentvid in Maribor sprejemata tudi druge, ki iz šol, ki so blizu. Medtem ko pri nas dejansko ni dijakov iz katoliške gimnazije, ampak samo tisti, ki hodijo v javne ljubljanske srednje šole, in to je tudi bil namen. Starši, ko so videli naše izkušnjo v Želimljem, so nas večkrat prosili in so rekli, dajte Salezijanci še v Ljubljani kaj narediti za naše mladostnike, mogoče za tiste, ki ne pride na gimnazijo ali ki grejo kam drugam. In takrat se je ponudila ta možnost in pred 7 leti smo potem odprli to enoto dijaškega doma, ki gre res prav naproti staršem, katerih otroci se šolajo v Ljubljani. Ja, zdaj pa mogoče še besedo čisto konkretno o stroških tega bivanja v teh okoljih, konkretno pri vas v dijaškem domu, denimo na Rakovniku. Kako je s temi stroški? Ja, to je zelo pomembno. Mi smo zasebni dijaški dom, ampak hkrati dijaški dom s koncesijo, pomeni leta 1991, ko je bila ustanovljena gimnazija Želimlje in dijaški dom, smo pridobili koncesijo. Mi smo financirani tudi strani države, torej to pomeni, mi dobimo na dijaka toliko, kot vsi ostali dijaški domovi v Ljubljani oziroma po Sloveniji. Torej to pomeni, da ta del stroška, ki je namenjen za vzgojitelje, za plačo vzgojiteljev in za program, to pokrije država, medtem ko starši pokrijejo, tako kot v ostalih dijaških domovih, tudi pri nas, pokrijejo del bivanja, pomeni prehrano, nastanitvene stroške. Trenutno je cena določena strani ministrstva, je 256 evrov za 22 delovnih dni. Potem pa glede prehrane se potem malo večja, manjša, odvisno koliko delovnih dni je in koliko obrokov nekdo tudi zaužije. Kakšne možnosti pa so glede prehrane? Pri nas na Rakovniku imamo eno dobro stvar, da imamo en svoj vrt, ki torej pomeni, da imamo tudi svojo svežo zelenjavo skoraj ves čas. Tudi dijake mogoče kdaj spodbujamo, da pridejo kaj pomagati in da lahko tudi na ta način kaj sodelujejo. Drugače pa seveda 3 obroki, zajtrk, kosilo in večerja. Torej cena, pravzaprav, ker ste zavod s koncesijo, taka kot v drugih dijaških domovih. Tako, to se mi zdi pomembno, ker včasih kdo sliši, zasebniki so samo za elito, samo za bogate in tako naprej. Mi smo, hvala Bogu, v tistih letih pridobili koncesijo in tudi Rakovniški dijaški dom je enako enota Želimljskega dijaškega doma in tudi sistem financiranja je s tem enak kot tudi v Želimljem in drugje. Torej pri nas plačajo te stroške enako kot v ostalih dijaških domovih. In zdajle, ker smo že greva proti koncu, še konkretnim vprašanjem glede vpisa, torej vse je mogoče dobiti na spletu, ampak vendarle, dokdaj je čas za vpis, kakšne so možnosti, kakšni so mogoče tudi kakšni pogoji?
pogoji, najprej bi rekel to, zdaj v petek in soboto so informativni dnevi po celi Sloveniji, torej ste dobrodošli, da pridete pogledat v katerokoli šolo, v katerokoli dijaški dom, vsi smo odprti v teh časih, pomeni v petek skoraj cel dan in po soboto dopoldan, torej to pomeni pridete, pogledate, se srečate z vzgojitelji, z dijaki, vprašate karkoli se vam zdi pomembno in tako dobite en vtis informacijo o ustanovi, v katero se nameravate vpisati ali v katero razmišljate. To se mi zdi zelo pomembno. Tudi glede našega dijaškega doma, ko pridete v Ljubljano na informativni dan, pomislite tudi prej že, kje bo vaš otrok stanoval, mogoče to, da je nek drug dijaški dom najbolj blizu šole, ni nujno najboljša izbira. Če želite katoliško okolje, mogoče pomislite lahko tudi na nas. To je glede informativnih dni. Prijavnico je potrebno dati tako kot za srednjo šolo do 2. aprila, potem pa je prestopni rok, če menjate šolo ali če se karkoli še razmišljate, lahko potem to prijavnico prenašate iz enega dijaškega doma v drugega, konkretno vpis je pa potem začetek julija. Odkot najpogosteje prihajajo k vam, iz katerih delov Slovenije? Kar od vse povsod, sploh konzervatorij je recimo ena taka šola, ki vabi iz cele Slovenije, tudi druge dobre ljubljanske srednje šole privabljajo fante in dekleta iz cele Slovenije in seveda tisti, ki porabijo preveč časa za prevoz, tudi okolica Ljubljane, recimo, Domžale in ne vem kjerkoli, marsikdo se odloči, da bo pri nas ravno zaradi tega, ker je veliko bolj koristno in konkretno izrabiti prosti čas v družbi vrstnikov, kakor pa na avtobusu. Ja, prostora imate zdaj še dovolj v prostora trenutno imamo še za naslednjo leto, tako, skupaj 63 prostora za fante in dekleta, za naslednje leto pa 25, 13 za dekleta in 12 za fante. Pa še to, nekdaj je veljalo, če greva zdaj v Želimlje, da tam dobijo prostor, torej vozači, ne tisti, ki so zelo blizu Želim, ali je še tako? Se pravi, v Želimljem je glavni kriterij tako ali tako so točke, kdor pride noter, pride. Za dijaški dom je pa kriterij seveda potem oddaljenost. To je glavni kriterij, ki ga tudi nekako država določa, pomeni tisti, ki je dlje, ima več možnosti, da pride v dijaški dom. Druga kriterij pa je, če imaš že v dijaškem domu brata ali sestro, imaš še kakšen dodaten bonus. Torej, točkovanje vendarle pa je v Želimljem dom precej večji, ne? Tako, v Želimljem se letos sprejme 3 generacije v gimnazijo, to pomeni 86 dijakov v prvi letnik. Mislim, da se bo našel prostor za večino tistih, ki bi želeli bivati v dijaškem domu. Tako, spoštovani poslušalci, upam, da smo tiste osnovne informacije obdelali, sicer dobite podrobnejše, morda čisto konkretne tudi na informativnih dnevih, kot ste slišali, ali prek spleta. Jaz se lepo zahvaljujem, salezijanec Peter Končan je bil z nami in seveda v dobro vseh dijakov, bodočih dijakov, želim, da se spet lepo odvije ta prehod, ki je zahteven, pa vendarle ena nova stopnica v življenje mladih. Hvala, ker skrbite zanje in hvala, ker ste prišli k nam. Hvala za to priložnost. Staršem bi položil na srce, da res tako mirno, a ne z otroki gredo skozi te dneve. Mladim pa res, da poslušajo svoje srce, da pogledajo in da sprejmejo odgovornost za svojo odločitev. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.